Spoštovani Peter Opeka, tudi s tema zgovornima pesmima se skupaj z vami Bogu zahvaljujemo za vaših 75 let življenja, ki ste jih letos junija dopolnili. Že 47 let živite na Madagaskarju. Slovenija je domovina vaših staršev. Je ena od vaših domovin. Vanjo se vračate po 8 letih, tudi leta 2015 ste nas nagovorili tu pri Svetem Jožefu in v torek smo po pristanku na letališču Jožeta Pučnika na posnetku vsi lahko videli, da ste bili ganjeni. 3 dni ste zdaj preživeli med koroškimi Slovenci, pri našem dragem prijatelju, gospodu Jožetu Kopajniku, predsedniku misijonske pisarne v Celovcu in rektorju Doma katoliške prosvete, dragi Peter Opeka, kako ste? Kako se počutite? Kaj pričakujete od tega tedna, ki ga boste preživeli doma? Ja, po malgaško moram jaz najprvo pozdraviti moje sobrate, lazariste tukaj, ki me sprejmejo kot sobrata in hočem pozdravljati tudi misionarji, ki so tukaj. Janeza Puhana, ki je zdaj 80 let, čez 80 let star in on je bil med prvimi misionarji na Madagaskarju in mislim, da lahko se ga ploska tudi njega. Enako Roka Gajska, ne vem, kje je Rok Gajsek. Kje je Rok Gajsek, ki je v cerkvi, ga tudi ploskamo njega, ki mi je veliko pomagal. In tudi tukaj Toneta Kerina, našega preroka na jugovzhodu, v gozdu, našega preroka, kako je lep, kako si lep ti danes. Lepo ga ploskamo. Hvala lepa. In lep pozdrav vsem vam, ki ste prišli danes večer na ta razgovor. Kako se počutim? Ko ste rekli, da ste videli že na letališču,
da sem bil ganjen, ko pridem ven, pa vidim svoje sorodnike, brata od moje mame, stare 91 let, in sestrične, bratrance, in cel kup novinarjev, kaj sem pa naredil. In seveda jim rečejo, takrat pridejo na čustva, ki jih ne morete skrivati. In zakaj bi skrivali čustva? Zakaj bi skrivali čustva? Čustva so lepa. Brez čustva smo roboti, ne? Smo kot kamni. Nismo kamni, imamo srce. In se to človek doživi nekaj tako lepega, ki se ne more povedati, se ne da povedati. Torej, ja, čutim, da imam slovenske korenine. Čutim, da prihajam v en kraj, ki mi je domač, kljub temu, da sem tukaj bil samo 2 leti v Sloveniji, leta 68, 69. In leta sem študiral na Teološki fakulteti, 2 leti, in potem sem se vračal vsakih 5 let sem v Slovenijo. Torej, ko slišim te slovenske pesmi in tukaj te elefanti, ki so zapeli Slovenec sem, ne? In se spomnil se neko tonetu, tam na Madagaskarju tudi je pesem Malagaši sem, ne? Kako vsak narod ima rad svojo narodnost, vsak narod ima rad svojo zgodovino, svojo pripadnost, ima rad, ker to je njegova identiteta. In ko mi prihajamo k njim, se moramo mi njim prilagoditi, ker pridemo v drugo državo. Torej, kako se počutim? Zelo dobro, vesel in malo sem, ko bi rekel, se čutim tako majhnega, ker čutim, da je neko pričakovanje. Jaz ne bom govoril zlatih besed, nimam zlatih besed. Jaz imam samo neka dejanja, ki smo naredili skozi 50 let, ko sem prišel na Madagaskar prvič leta 1970. To je bilo včeraj. To je bilo včeraj. In do danes, dobro, tudi tam mi se čutimo že malo njihove ljudi, ne? In se moramo prilagoditi njim. Zato pričujemo. Bi kar tule nadaljevala, iz kakšnega sveta ste v torek prišli in v kakšen svet ste prišli? V lep svet. Sem šel iz Pariza, je bila sama megla. Čez celo Francijo sama megla. Čez celo severno Italijo sama megla. Sem prišel v Slovenijo, pa sem rekel, tam vidim ena jezera, potem pa sem videl kot en zvonik, sem rekel, pa to mora biti Bled. In to je bilo Bled. Sem rekel, to sem v Sloveniji. In se tam si vse je bilo, sonce se je prikazalo. In se rekel, kako je to, ne? Cel čas, ena ura pa četrt smo se vozili v megli, kar naenkrat pridemo v Slovenijo, pa sonce. Kako je to lepo, to lepo. Torej, kljub temu sem videl ceste, avtoceste, tale letališče Jože Pučnik je lepo, je lepše, je večje od Madagaskarja, ker vi imate samo, tukaj so samo 2 milijona prebivalcev, tam smo 30 milijonov, pa je naše letališče polovico tega tukaj. In je nov letališče, komaj 1 leto, ko so ga otvorili, in je že premajhen. Torej, pridem iz sveta, kjer se ljudje preživljajo. Ljudje se preživljajo z dneva v dan. In če smo tam mi, misionarji, včasih razburjeni, nevoljni, če vidimo, da ne gre napredek hitro naprej ali da so druge težave, ko pridemo sem v Evropo, nas navdi, prevzame ena moč, da ko rečemo,
to ni normalno, da severna polobla naše zemlje je tako bogata in da nas južna polobla naše zemlje tako revna. To se ne da primerjati, to se ne da povedati, kako nekateri ljudje, družine, otroci živijo. To se ne da povedati z besedami. In že toliko let na Madagaskarju je zame včasih skrivnost, kako se te družine preživljajo in koliko na dan jejo, mogoče enkrat na dan. In ko vi pridete iz tistega sveta, ker nimamo čiste vode, včasih pri otroci, ki igrajo na našem dvorišču, pa včasih poslušam novice iz sveta, pa me kličejo, misionar, kje si? Pa pridem tja, kaj je? Žejen sem, pa odememo vode. Pa kako ne boste dali vi in otroku vodo? Ali je draga voda tukaj v Sloveniji? Mislim, da ne. Dej sem prvič na Koroškem pil vodo. Se to včasih nisem pil, če smo pili, pijemo vodo v steklenicah, ki je zaprta, reče, to je mogoče ena dobra voda, ne vem, kje si jo vzel, ne? Prvič, da sem pil vodo, ne iz flaš, ampak iz steklenice. To se pravi, tukaj imate čisto vodo, to je, kažem, privilegija, to je Bog vas posebno blagoslov tukaj, ne? Da imamo Alpe tukaj in teče lepa voda, čista voda. Tam celo vode, nimamo vode. In človek more piti. Tam rečejo, moramo piti vsaj 1,5 litra, pa pol 2 litra na dan. Tam naši brati in sestre tam ne pijejo toliko vode. Torej prihajamo iz enega sveta, ki je tako reven, ampak bogat v življenju, v njihovem medsebojnem življenju, kako se znajo pomagati, kako znajo biti veseli brez velikih stvari, kako so oni skromni, in znajo biti veseli. Ker sam denar ne prinaša nikdar srečo, nikdar. Delček tega, kaj pomeni, če ostanemo brez vode, smo letos na katerem koncu Slovenije tudi doživeli med poplavami. Izkazala se je velika solidarnost v tem času. Ampak ja, sicer je pa to velik blagoslov, da imamo vodo in še marsikaj, česar veliko malgašev ni imelo, pa zdaj ima, odkar vi tam delate. Ampak bova še malček ostala pri slovenski situaciji. Pogovarjala sva se, čisto osebna stvar, ta teden sem, da boste vedeli, ne, pri frizerju doživela razsvetljenje. Ker nekdo ni vedel, kdo je Peter Opeka. Sveta jeza me je popadla najprej, kako je to mogoče. Ne? Potem sem pa svojo vest izprašala, kaj pa naredimo za to, da povemo, kdo je Peter Opeka, kaj dela in kak vpliv ima v svetu. Zato sem rekla, ne glede na to, kdo je danes tukaj zbran, bom povedala nekaj o Petru Opeki. Da ne bom v nezavest padel. Zagotovo je eden najdejavnejših, najuspešnejših, najprepoznavnejših misionarjev sveta. Njegov čudež pa se je začel pravzaprav že pred njegovim rojstvom. Mama Marija Marot je bila doma iz Male Slivice pri Velikih Plaščah, oče Lojze pa izbegun pri Cerknici in se je kot edini preživeli rešil iz morišča, na katerem so partizani pobili več tisoč ujetnikov. Starša sta se spoznala in poročila že v begunstvu po drugi svetovni vojni in s tisoči političnih beguncev decembra 1947 pribežala v Argentino. Peter je drugi od 8 otrok, rojen v Buenos Airesu v Argentini 29. junija 1948. Pripoveduje, da si je že kot otrok z delom ob očetu pridobil zidarske spretnosti, leta 1966 vstopil v novicijat misijonske družbe lazaristov, raje kot da bi postal nogometaš. Pri 20 pa zapustil Argentino in kot je že povedal, od 1968 do 1969 torej študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani.
Takrat, oktobra 70, pa je menda prvič šel tudi na Madagaskar, še kot študent. Nato študij nadaljeval na Katoliškem inštitutu v Parizu. V ljubljanski stolnici je bil leta 75 posvečen za diakona, če imam prav podatek, prav na vaš 27. rojstni dan. Ja, točno. Septembra pa v Argentini prejel mašniško posvečenje in že leta 76 je kot duhovnik ponovno odšel na Madagaskar in tam ostal do danes. Spoštovani Peter, vaše življenje med slovenskimi koreninami, rojstno Argentino, izkušnjo vaših staršev iz najtežjega obdobja slovenske zgodovine, pa z vašim srcem na Madagaskarju, vašim neprekosljivim delom in prijatelji po vsem svetu. Vse je en velik dar, en velik čudež in nekoč ste tako zapisali. Moje otroštvo je bilo zaznamovano z revščino. Pri 10 letih sem se moral izučiti zidarskega poklica. To mi je prišlo zelo prav. Vsak trenutek življenja ima svoj pomen. Kako danes gledate na to, kam vas je Božja previdnost poklicala, glede na to, odkot izhajate? Ja, Božja previdnost ima načrte, ki jih ne poznamo. Po 15 letih na Madagaskarju sem bil tako bolan, bil sem 7 različnih zadejavcev, parazitov in ne vseh naenkrat, če ne bi umrl. In takrat jaz nisem, kot športnik sem bil, nisem mogel več stati. Jaz sem, ko jaz grem z Madagaskarja, ker itak kot beli ljudje se nismo smeli utikati v njihovo politiko. Mi smo tam imeli diktatorja v tistem času in tam so govorili, da vse je v redu, ljudje so pa umirali, otroci umirali, matere o porodu umirale. In vse je bilo na radiju, na televiziji, uradnem je bilo vse v redu, ki je bila diktatura, noben ne smel povedati resnice. In mi, ki smo hodili po hišah, smo pili njihov čaj, kavo, smo jedli, kar so nam dali, samo včasih ni bilo prekuhano. Tisto vodo, ki smo pili, ti čajni bučaji, to so iskali v rižnih poljih, tam ni stranišč, je zelo malo na podeželju. In to se pravi, da tista voda je bila okužena. In zato smo potem, veliko od nas smo zboleli. In jaz sem fajn zbolel, tako da sem videl zvezde opoldan, ne vem, če jih vi vidite včasih. In jaz sem rekel, jaz grem iz Madagaskarja, se vrnem, prosim sobotno leto in sem imel pravico, da prosim za sobotno leto, jaz grem in noč sem se mislil, nikdar več ne pridem nazaj. To nisem povedal, ker sem hotel odideti tako na lep način. In potem je družba lazaristov tam prosila, naj prevzamem vzgojo bodočih duhovnikov lazaristov v glavnem mestu. Jaz sem rekel, jaz imam drug projekt, vas prosim za sobotno leto. So rekli, to sobotno leto lahko počaka, ko sem bolan. Če si bolan, te bomo zdravili, ti si naredil obljube pokorščine, te prosimo za 3 leta, da služiš naši družbi in potem pa greš na tvoje sobotno leto. In dobro, in tako sem jaz prijel tisto vzgojo teh bodočih duhovnikov in ko sem prišel tam na rivu, že prvi teden je en bolan človek, ki je iskal enega duhovnika in so me poklicali, nisem vedel, da bom šel mimo smetišča. In ko smo šli mimo smetišča, sem jaz tam videl na 100 otrok, ki so se tepli za tiste smeti. Sem ostal brez besed, nisem mogel več govoriti. Sem šel k tistemu bolniku, zvečer nisem mogel spati. Okrog polnoči sem pokleknil na svojo posteljo, dvignil obe roki in sem rekel, Gospod, pomagaj mi, da nekaj naredimo za te otroke. In drug dan sem šel k njim na smetišče. In so rekli, beli človek, vaza, to je tuj človek, kaj hočeš? Kaj želiš? Govoriti z vami, prav govori. Pa ne tukaj sredi ceste.
če govorimo resne stvari, gremo v hišo. Bo šel tisto kobilo, 1,40 m višine, visoke, iz kartona in iz plastike. Prav, če ti grešiš, tudi grem noter. In tam potem sem rekel, a je tukaj kakšen komite? Prav je, lahko pokličeš. In je prinesel 10 oseb, sede na tleh v krogu. Tam sem rekel, sem duhovnik, sem misionar. Če imate radi vaše otroke, sem pripravljen vam pomagati. Še imamo radi naše otroke. In ko sem rekel, da sem misionar, tako je malo več zaupanja, ker oni so bili tako siti vseh obljub, revni so tako siti teh obljub, da vejo več, da nobena obljuba se ne izpolni. In to mi danes, 53 let na Madagaskarju, vidimo, da nobene obljube, nobenih državljanov, nobenih predsednikov se niso izpolnile. In smo smeram še 80% pod pragom revščine. 80%. To je edina država na svetu, ki ni imela nobenih civilnih vojn, da je šla nazaj. Ko smo prišli na Madagaskar, smo bili na isti višini kot Južna Koreja, kot Indonezija, kot Singapur ali Kitajska. In danes, kje so te države in kje je mi smo šli dol, oni so šli gor. In danes to se ne prenaša več. In tako smo začeli na tem, v tisti kolibi, sede na tleh, ne v kakšnem hotelu, 4 zvezde, kako rečete, zvezde, veste tu tukaj. Ne, tam, na smetišču, se je začelo to gibanje dobrih prijateljev, ki če bi vedel jaz, da to gibanje po 34 letih, da bo to ratalo ljudstvo 30.000 ljudi, jaz bi vzel prvi avion in zbežal iz Madagaskarja. Ampak Božja previdnost vam daje vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto nove moči. Ko smo naredili en projekt, pa smo bili veseli, smo dobivali eno zaupanje v vase in zaupanje v njih. In torej, in kar mi je prevzelo je to. Nisem šel na smetišče, ko sem bil močan, ko sem igral nogomet, opoldan, ko je bilo 40 stopinj vročine. Ne takrat, ko sem bil na tleh, skupaj z njimi. In skupaj z njimi so se dvigali. Skupaj z njimi. In ko ste bolan, tudi vera opeša. Tudi vera opeša. Ne veste, kje ste, nimate več trdna tla. In skupaj s temi reveži smo se začeli dvigati. In to delo se nadaljuje že 34 let. 34 let. Ko smo začeli to delo, noben ni verjel. Ko sem rekel tem bogoslovcem, lazaristom, vi boste duhovniki, lazaristi se morajo skrbeti, sveti Vincenzi je skrbel za najbolj revne ljudi, vi morate se zdaj se vaditi, kako boste potem delali z reveži, pridite z menoj. In so šli z menoj, samo noben ni verjel, to so me poznaj povedali, ko so bili že duhovniki. So rekli, ko smo šli s teboj, noben ni mislil, da bo iz tega kaj ratalo. Ampak vztrajnost, stvari se delajo v času in ko imate vztrajnost in ko verjujete proti vsakemu, ko verjamete, ko imate upanje, proti vsakemu upanju, ker ko vidite vi tiste otroke, ki so kot angelski, kako boste rekli, ne morem, sem brez upa, nimam več moči. Ko vidim te otroke, jaz sem jezen
to je na Sveta jeza, ki vas prime, na tiste ljudi, ki so prosili, da se jih voli za predsednika, za župana in da potem nič ne naredijo za svoje otroke, za svojo mladino. To je težko razumeti. Kako je človek hitro pozabi in kako človek postane lahko indiferenten, brezčuten, brez čustva za svoje lastne otroke. In zato smo šli smerom naprej. In jaz sem imel srečo, da sem dobil sodelavce, domačine. In največ od njih so dekleta. Od okrog 800 sodelavcev mi pomaga. Teh 800 sodelavcev največ so učitelji, učiteljice, so zdravniki, so medicinske sestre, skrbijo za delo hiš, skrbijo za red, za čistočo. In od teh so vsi domačini. In ko vidim, kako oni tudi se začenjajo njim, oni sami njim rečejo, ne laži, ne kradi, ne golfej, da oni sami med seboj se to rečejo, to je velik napredek, velik napredek. Ko včasih kaj se vtikaš v moje življenje in se potem začnejo kregati in z besedami, ki se težko povedati v cerkvi. Torej, je začelo biti ena korajža, so dobili eno korajžo, eno moč, da so se med seboj začeli pomagati in reči, ti nisi na pravi pot, ti ne smeš krasti, ne smeš pretepsti tvojo ženo, ne smeš piti, ne smeš jemati mamila. In vse te stvari. In torej zdaj se poslušamo, eni drugi se poslušajo in gremo naprej. Počasi, ampak gremo naprej. In naša naselja, ki smo jih zgradili z ljubeznijo toliko ljudi celega sveta, iz Koroške so nam pomagali zgraditi 550 hiš. 550 hiš. In zdaj, ko smo na Koroškem, spet so rekli, jaz bom tudi eno hišo dal, jaz bom tudi eno pomagal. Ko vi začnete zidati, graditi mesto, eno mesto se več ne ustavi mesto. Mislim, da se Ljubljana vedno širi. In danes, ko moj brat pripeljal v Celje, sem rekel, da se je pa Celje tako razvilo in je postalo tako veliko. Sploh ni bilo konc iste mesta, ne? To se mesto vselej raste. Ko ste tistega maja 1989 prišli na tisto smetišče v Antananarivu, ste rekli, bomo nekoč zapisali, da ob takem prizoru nihče nima pravice več sploh karkoli govoriti, potrebno je ukrepati. Iz tega je potem zraslo društvo Dobri prijatelj, Akamasua. Več kot 500.000 Malgašem ste že pomagali in samo sprašujemo se, kako rad vas mora imeti Bog, da vas je takrat navdahnil z mislijo in vero, da ljudje, ki so trohneli v taki bedi, se lahko poberejo. In kako veliko ljubezen do Boga ste vi morali imeti, da ste v teh ljudeh videli brate, sestre, zahtevali zanj človeško dostojanstvo, ko jo nihče ni več videl kot ljudi. In to, kar ste že sami rekli, ne da bi jim pomagali, da pridejo na boljše, ampak ste jih naučili in dali možnosti, jih najprej prepričali, da si lahko sami pomagajo, seveda v velikem vašem vodstvu. Kako so vam sploh mogli začeti zaupati? Ja, najprvo bi rekel, zakaj mi je Bog dal to moč, ker sem z vsega malega, ko sem bral o Jezusu, njegovo življenje me je prevzelo. Kako je on živel med reveži, med preprostimi ljudmi, kako je on bil iskren, kako on je govoril resnico, se ni bal povedati duhovnikom iz templja, kako hinavsko delajo in živijo in dajo
na ramena preprostih ljudi, ko se pravi, težka bremena. Ne? On je to govoril Jezus in je rekel, samo resnica vas bo osvobodila, samo resnica. In prav, ni večje ljubezni kot tisti, ki daje življenje za tistega, ki ljubi. Jezusa sem hotel posnemati, do danes. In on mi je prevzel. In če sem prišel noter v družbo svetega Vincenca, ker Vincenc je tudi odkril v revežu Jezusa. Torej, to je bil izhod, zakaj, in če so njega preganjali, in če so njega, preganjali, bodo tudi nas, tudi mene. Torej, to je in ko sprejemamo te reveže, te družine, nikdar se nismo bali sprijeti družine. Kako boste vi rekli mami, ki pride z številnimi otroci? Reče, ni prostora. Kako ni prostora? Če mi verjamemo, da je Bog, če Bog obstaja tudi prostor za vsakega človeka, za vsako mater, ki ima otroke. Mi verjamemo v Boga. In zato nikdar se nismo bali sprijeti. En dan smo sprijeli 80 družin naenkrat. In enkrat je prišla ena mama, z 9 otroci, najstarejša je imela 12 let, kot ene štenge tako dol, s temi otroci. In prav sem bila povsod, noben me ne sprejme. In tisti otroci so bili kot angelčki tudi. Kako je možno, da na občini, na ministrstvu, da nimajo srca in da nimajo denarja, da pomagajo tej materi, ki je mož umrl. In to mater smo mi sprijeli. In kasneje, drugi, tretji otrok je bil fant, je postal duhovnik. In danes je misionar v Kanadi. Torej, mi smo smeran sprijemali vsako mamo, vsako družino, ki je hotela iti iz ceste ven. Nekdo, ki hoče ven iz ceste, pa boste rekli, ni prostora. Kako da ni prostora? Povsod je prostor. Samo ga moramo biti prepričani na to in hočemo pomagati. In potem, brez doma, da ko vi sprijemate veliko ljudi, niste več svobodni, nimate več, morate biti njim v službo, morate skrbeti za njih, pripravljati delo, ustvarjati, graditi nova stanovanja, šole. Vi ste uprežen s temi reveži, vsak dan. Ampak ko vidite te otroke, kako ti otroci se spreminjajo, kako, ko so prišli, so bili žalostni in njihove oči, ki me gledajo, kaj bo rekel ta človek, a nas bo sprejel ali ne? Ko vidite njihove oči, kako oni tudi si želijo, da bi bili sprejeti. To vas prevzame. In tako smo mi sprejemali na tisoče ljudi, na tisoče družin, več kot 4500 družin, ki so ostali z nami. Več tisoč družin smo jim pa pomagali, da so se vrnili na njihove kraje, daleč na vse konce Madagaskarja, smo jim pomagali. Kdo se hoče vrniti v svoje kraje? In smo jim pomagali, da so se vrnili. Smo rekli, če ni to mesto, glavno mesto, vaše mesto, če se niste tukaj rodili, če imate še družino, pojdite domov, ker to glavno mesto je postalo zelo nasilno in ni prostora. To mesto je bilo pripravljeno za 400 000 prebivalcev. Danes je v tem glavnem mestu 3 milijone ljudi. Jaz ne vem, kam grejo spat zvečer. Čez dan so ulice polno ljudi. Zvečer pa vse prazno. Kam grejo spat, ne vem. To je tudi ena skrivnost za me po 53 letih.
In prej so bili predsedniki, ki so napovedovali, bomo vam zgradili nove stanovanja, bomo gradili, samo te stanovanja noben ne vidi. In ko smo začeli to delo, so rekli, pa kaj nam bo vzel ta človek? Kako je možno, da nekdo dela z ljubeznjo, čeprav zastojn? Kako je? Človek ne more delati zastojn, nekaj boš iskal, nekaj jim boš vzel. Pa sem jaz njim rekel, ker so me tudi kradli, so me golfali in sem jim rekel, vi bratje, boste enkrat nehali me krasti, ko boste zastopili, razumeli, da sem ostal zaradi vaših otrok. In če sem ostal, a kam mašu, toliko časa, zaradi tistih, zaradi otrok sem ostal, zaradi njih. Ker so otroci naše zemlje. Ne vem, če si lahko predstavljamo, kaj je pravzaprav zraslo pod vašimi rokami. Rekli smo 500 000 malgašev. Torej, društvo Akomasua pravzaprav obsega veliko število vasi, v katerih živijo okrog 30 000 ljudi. Kot ste rekli, zgradili okrog 4 000 hiš, 19 000 otrokom pomagali, omogočili šolanje, športne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, da otroci lahko razvijajo svoje potencijale, gradili športne dvorane, cerkve. Vse to prinaša tudi delovna mesta. To je tisto, kar je verjetno najbolj pomembno, ne? Prinaša delovna mesta, ampak tudi zaupanje v njih, ker oni gradijo njihovo mesto. To je mesto ubogih. Papež, ko je prišel na Madagaskar, je rekel, to je mesto, tukaj je neka luč, naj ta luč prav sije vse naprej po Madagaskarju in tudi onkraj meja Madagaskarja. Neka luč si je pokazala in te naše vasi, ki jih je 22 danes, so čiste, so lepe, ker vsak človek je tudi mal umetnik. Tudi med našimi brati Malagasi je veliko umetnikov, ko naši zidarji zidajo, pa naredi eno kras. Pa se rekel, pa kdo ti je to rekel, kako si to naredil? Jaz sem se zmislil, se rekel, krasno, je sam nekaj dodal, ker si je čutil, bom naredil lep, da bo lepo. In lepota ni monopol bogatih ljudi. Lepoto ima vsak človek v sebi. Torej, gradimo z umetniki. To je umetnost. In tudi umetnost združevati ljudi. En bel človek, ki je vpričal 10 000 ljudi, ki molijo ob nedeljah. 3 ure. A bi vi ostali 3 ure v cerkvi. In brez zajtrka, prosim, brez zajtrka, pojejo, plešejo. To je eno tako veselje. Jaz tam sem drug človek in se čutim tako majhnega pričo njih in rečem, Sveti Duh, pomagaj mi, da bom v malgaščini povedal vsaj nekaj besed, ki jih bodo razumeli v njihovem srcu, da jih se bo prevzelo. In jaz vam rečem, da sem ganjen, tudi tam sem ganjen, da enega belega človeka, da poslušajo že toliko let. Sem enkrat me dovrgli v morje. Ne, pa morje v Tananarivo je daleč. Jaz sem bil na otoku Reuniona prejšnji teden in tam sem rekel prijateljem na Reunion, ko že hodim že par let, sem rekel, vi me boste enkrat vrgli v morje, ker ta morje je pač izblizu. So bili tako ogorčeni, prav, kako, misionari, kaj ste rekli? Kako, ne, kako, se rekel, prostite. To je bil argentinski hec.
ker argentinske hece ne zastopijo vsi ljudje. In potem sem rekel, se je treba dobro prilagoditi ljudem, kako so ljudje dobri, kako so ljudje dobri. Dobro, in preden pozabim, če mi dajemo, ko ste rekli, da je ko sem jih preštel, preden sem šel na to potovanje, smo jih preštel 19.589 študentov v naših šolah. Od teh otrok, od teh študentov imamo 11.500, ki jejo vsak dan v Akamasu, ko gre v šolo, en obrok riža. Kdo nam da ta denar za riž? Slovenija. Slovenci. Nobena velika ustanova, Za njih so predpisi bolj važnejši kot riž za lačne otroke. Je bolj važno, kako vi predstavite en projekt, da mora biti debel za 150 listov, če nimate toliko listov, potem to ni vredno. Da brat, kako oni to doživljajo, da je en otrok lačen, ko ga vi vidite pred seboj, ki ni jedel. Kako ne boste vi dali otroku za jesti? To je njegova pravica, da je. Jaz sem v Sloveniji, sem prosil takrat Slovenijo na Radio Ognjišče, naj nam pomagajo, ko je Evropska skupnost ni več mogla pomagati, so rekli, ne moramo več pomagati z rižem, je me zmanjkalo denarja, je vredno. Sem rekel, bom šel po Slovenijo. Slovenci imajo pa srce. In zanj se je upisalo 3000 Slovencev in so nam dajo za 3 leta, sem prosil. To je bilo leta 2009. In mi smo 2023, Slovenci še naprej pomagajo za obrok riža teh 11.500 otrok. Hvala lepa, Slovenija, hvala lepa. Jaz se zgubim tudi malo, ker me ploskajo, se zgubim potem. Nadaljujte, kjerkoli želite. Zdaj vas pa jaz kaj vprašam. Naši otroci morda res niso prav lačni, ne riža nečesa drugega. Tudi tam, kjer so stiske, se da pomagati in država pomaga. In marsikdo pomaga. Ampak tudi pri vas v Akamasu veliko časa namenite podpori in posluhu za vsako težavo in stisko poudarjate. To je pomembno, da imate vedno čas za tistega, ki pride s svojimi težavami. Pri nas se pa zdi, da zlasti po tem covidnem obdobju, za katerega sem slišala, da je doletel tudi Madagaskar, veliko slišimo o duševnih stiskah otrok v Sloveniji, v Evropi. Veliko mladih potrebuje psihološko pomoč. In v obilju, tako kot bi rekel Viktor Frankl, imamo od česa živeti, nimamo pa za kaj živeti, se zdi, da mladi ne čutijo smisla v svojem življenju. Smo do njih premalo zahtevni ali preveč zahtevni? Želi družba od ljudi preveč, družina zahteva premalo? To je tak problem, ki je povsod, po vseh državah, posebno na severni polobli. Vi imate danes izobrazbo, vi imate danes denar. Samo izobrazba ne daje srečo. Samo denar ne daje srečo. Ni denar, ki je naredil v Akamasu. Je bila ljubezen, je bila vera, je bila zaupanje v teh revnih ljudi. Jaz sem večkrat se odpovedal denarju. Večkrat sem rekel ljudem, ki so me hoteli pomagati, da bi me prevezali roke. Jaz želim imeti manj denarja, ampak mir, ker potrebujem mir. In sem rekel, ne potrebujem vašega denarja. Če me vi hočete s vašim denarjem podkupiti ali pa, da boste vi iz Evrope nam nakazovali, kako moramo delati, kako se ta denar ne sprejmemo.
ker mi vemo, kaj treba delati. Mi tudi imamo ideje, mi tudi znamo misliti skupaj z vsemi in znamo tudi poiskati rešitve za vse probleme. Torej, ta problem otrok, ta problem mladine, ko je toliko denarja, ne rabimo več Boga, zakaj bi šli v cerkev, če imamo denar. In jaz to vidim povsod. V Franciji, ki grem po Franciji, vidim ljudi, ki pridejo k maši ob nedeljah, so mladi ljudje in jim rečem, dragi mladi ljudje, ampak vsi imajo sive lase. Pa se kar gledam med seboj, pa kje vidi tam že ta človek, mladi ljudi tukaj. In sem potem spet rečem, dragi mladi, sem rekel, veste, jaz vem, koliko let imate in se čudite, da vam rečem, da ste mladi. Sem rekel, vem, da vas bolijo kolena, hrbet, ampak vi, vaš duh ni star, vaš duh je vedno mlad. A, seveda. In se postavijo po koncu. Se go, veste kaj, vi, ki molite, zakaj ne posredujete vašo vero vašim otrokom in vašim vnukom? Zakaj ne posredujete to vero? Ker to ni smisla. Človek mora imeti cilj, smisel v svojem življenju. In smisel ni več denarja. Jaz rečem v Franciji, kjer sindikati stalno hočejo več denarja in delajo in rušijo in žežigajo in trgovine in vse te ljudi. In rečem, če vi hočete več denarja, imate prav. Ampak vi, kot delavci, zakaj ne delite vi vaš denar z delavci v Afriki, ki dobijo samo $1,50 ali $2 na dan? Kako boste $2 na dan in ljudje še delajo in delajo. Za $2 na dan delajo in prosijo za delo. Enkrat mi je rekla mati tle, točemo kamne v kamnolomu, mi je rekel, ti misionar, napelji nam luč, se rekel, kje? Tukaj v kamnolomu. Se rekel, zakaj? Bom delala še zvečer. Se rekel, mama, pojdi domov, tvoji otroci te potrebujejo. Torej, poglejte, tam nimamo veliko denarja, ampak so solidarni med seboj, se pomagajo med seboj, molijo. Tukaj pa ker, ne vem, a smo izgubili sever, ko bi rekel, ne vemo več, kompas, pa ne vemo več, zakaj smo na svetu. Smo na svetu zato, da ljubimo in smo ljubljeni in da se med seboj pomagamo in da se podpiramo in da delamo dobro drugim. Zato smo na svetu, da delamo dobro za vse ljudi. In to mi zelo večkrat povem tem ljudem v Akamasu, mi se bomo skupaj rešili, ne vsak posamezno, skupaj se bomo rešili, ko bo med nami prijateljstvo, ne pa da bo vsak zase se reševal. Torej, tukaj vsi moramo misliti, starši, učitelji, duhovniki, vsi vzgojitelji, moramo se iskati, kakšne so rešitve, kako bomo dali tem otrokom in mladim en cilj v življenju, za katerega bi pripravljeni tudi nekaj žrtvovati. Jaz nimam odgovorov narejenih, ker sam iščem za naše tistih 19,589. S vsemi našimi učitelji, vsak teden, v petek, celo jutro,
premišljujemo in gledamo, kje so težave, kje so problemi, kje so bili stvari, ki je med učenci, med mladino in kako bi to reševali. Skupaj iščemo rešitve. Mi nimamo nobenih avtomatičnih rešitev, nimamo, pa iščemo in se zavedamo te težave. Se bojim, da v slovenskih šolah beseda vzgoja ni najbolj zaželena, ostalo bolj kot ne izobraževanje. In, dragi Peter, zbrali smo se, ker bi radi slišali vse o vašem delu, o vaših potrebah, hkrati pa veliko hrepenimo po vaši modrosti in bom prosila še za eno malo težje vprašanje. Tako lepo ste povedali, kako lepo ste doživeli Slovenijo zraka, kako lepo deželo imamo, ampak bojim se, da vzdušje med ljudmi je tudi drugačno. Evropa se zelo spreminja. Zdi se, da smo začeli iti v malo napačno smer, kar se tiče življenja. Ne ukvarjamo se toliko z vprašanjem pravice do življenja, za katero ste si tako prizadevali vi, da življenje, ki je velik Božji dar in ki ga lahko da samo Bog, tem ljudem pomagate ohraniti in ga dostojno doživeti v razvitem svetu, tako imenovanem, pa se ukvarjamo s pravico do smrti, s pravico do upravljanja s početimi življenji, s pravico do končanja lastnega življenja in celo zahtevo, da bi zdravniki pri tem pomagali, kadar bi si kdorkoli tega zaželel ali zahteval. Dragi Peter, iz ene najrevnejših držav sveta izvažate toliko veselja, da rečete, da tega imate na pretek za izvoz. Kako naj kristjani dobimo to veselje v Evropi? Ne, nimamo veselje za izvoz, to bi se ponašali. Noben človek se ne sme ponašati, ker to je dar, to je dar, to je življenje. Noben človek ne more reči, da je prišel do cilja, pa da je dosegel v svojem življenju cilj ali da se smatra za modrega. Vsi moramo iskati to modrost, vsi moramo iskati rešitve za te moralne probleme, ki jih zdaj govorite vi. Jaz mislim, da je v Sloveniji dovolj zelo dobrih ljudi, ki imajo modrost in ki lahko v tem, in tudi sami kristjani, mi vemo, da življenje je življenje in da evtanazija, da to ni ena rešitev, da to ni en cilj, to ni cilj evtanazija. To je en poraz. Ampak so to tako komplicirane stvari, da jaz ne moram zdaj trenutno o tej stvari govoriti, ker tam na Madagaskarju ljudje hočejo živeti. Nimamo te težave, da bi ljudje rekli, jaz bom kar umrl, pustite me umreti. Tega ni tam. Torej, jaz ne poznam vse težave tukaj v Evropi, ne poznam, ker prihajam samo redkokrat enkrat ali dvakrat na leto, tako za en teden, 2 tedna in grem nazaj. Ampak vem, da imate dovolj dobre ljudi, sposobne, modre, duhovne, ki lahko pomagajo vsem kristjanom, da jasno vejo, da smo bili ustvarjeni za življenje in za srečo. Pa kljub temu, da trpimo včasih. Ja, verjetno gre tu res predvsem za soočenje s trpljenjem, ki so ga malgaši vajeni in zato čutijo radost do življenja. Pa mogoče še ena tema, ki pa je tudi pravzaprav na nek način vaša domača, ob odprtem sprejemanju beguncev se na nek način vsak narod malce znajde tudi v talilnem loncu. Kako se pravilno soočiti s tem vprašanjem? Tudi vaši starši so bili begunci in jih je tuja država lepo sprejela. Ja, in naši
slovenski begunci, ki so prišli v Argentino, v Kanado, tam so oni delali, so se uživeli in so nekaj prinesli, so prinesli eno moč, so prinesli njihovo vero, so prinesli njihove ideale, so šli zaradi idealov, niso šli zaradi kruha v Ameriko ali v Argentino, so šli zaradi preganjanja. Moja ata in moja mama sta vedno bila Slovenca. Ko sta vsako soboto v Argentini je bila oddaja, slovenska oddaja na argentinskem radiju in so bili slovenske pesmi. To je mogla biti tihota v hiši, da so poslušali to in smo vsi poslušali z veseljem. In kako oni jih je bolelo, da so zapustili. Glede teh beguncev, škoda, da mi ne pomagamo Afriki, Madagaskarju, tam, kjer so. Ker oni tudi želijo in imajo radi svojo domovino, svoj narod. In morajo iti od tam, ker nimajo dela, nimajo nobene bodočnosti. In potem rečejo, če sem mrtev tukaj, pa grem, tudi če tvegam, pa če umrem drugot, je isto, kot če bi tukaj umrl brez ničesar. In potem grejo v svet. In Evropa, in Amerika, ko smo se tako važili, koliko imamo premoženja, kakšne lepe zgradbe, koliko denarja, koliko luksuza, koliko vseh stvari, mi smo jih pritegnili. Namesto, da bi mi pomagali njim tam, kjer so, da bi tam delali nove šole, bolnice in stanovanja, hiše za te ljudi in delovna mesta in bi ostali tam. Ko sem šel iz Madagaskarja pred 9 tedni, so prišli 15 mladih ljudi iz Akamasu. V Akamasu imamo danes šolo za kuharje in kuharce. Zelo lepo šolo. In je že tretji val teh mladine, ki se uči za kuharja. In so zdaj 15 so prišli, me prositi blagoslov, prav, gremo na otok Mauritius, gremo delati, kuhati v hotele v Mauritius. Prav, misionar, daj nam blagoslov. In sem rekel, fanti in dekleta, ko greste zdaj ven, iz smetišča, zdaj so postali kuharji, pravi kuharji z diplomami. In grejo zdaj kuhati v hotele v Mauritius. Tam so zelo bogati ljudje prihajajo. In sem rekel, veste, ne mislite, da greste v raj. Ne greste v raj. Oni so veseli zdaj, ker grejo, da bomo dobili delo in bomo dobili denar. Ampak ne boste šli v raj. Ko vam bo težko, spomnite se, odkot prihajate. Iz Akamasu. Ker smo tukaj trpeli in boste vi tudi trpeli zunaj. Ampak spomnite se, da tukaj vas ne bomo nikdar pozabili. In če bi jaz bil vaš predsednik, meni bi bilo sram, da moja mladina, da naši otroci, naše države grejo iskati delo ven. Ja. Ker so ljudje, ki hočejo potovati brez doma, ki imajo velike sposobnosti brez doma, ampak ko je tak val, ko je toliko, to so na tisoče ljudi, to pa je pa že velik problem. Zato rečem jaz Evropski uniji, ko vi prosite Evropo, naj vam pomaga, čez 3 leta začnejo pomagati. In kaj bo pa delati 3 leta? Bomo umirali. Ko se lahko hitro pomaga. Kdor hitro pomaga, dvakrat pomaga. To je slovenski pregovor, ki smeram rečem. In vem, da je že dolgo zdaj, kar govorimo, že 1 uro, me bodo zaspali ti moji brati in sestre. Se bodo zaspali. Enkrat sem bil na Reunionu in so bili sami veliki podjetniki. In so rekli, ti misionar, ti si zelo znan tukaj. Sem rekel, ne, jaz nisem znan. Ja, ti si zelo znan. Sem rekel, ne, če bi bil znan, vi me ne bi dali stare škatle za Madagaskar.
Škatle to rečejo avtomobile. Sako Slovenija, ki je majhna država, 2 milijona ljudi, nam daje vselej nove avtomobile, nove avte, ne pa stare, brez brez. Enkrat v pričo mene, so nam dali en stroj, 11-tonski stroj. Ko sem prišel gor, je bilo en dan prej, pred 1. majem. Pred menoj, ki je vozil ta stroj, je glihal na gori, gor na hribu, da bomo postavljali novo vas, kar naenkrat ni bilo več brenze. On je skočil ven iz tega traktorja, se kot talko po tleh, jaz sem videl, da ta 11-tonski stroj je šel dol, tam je bilo ljudi, spodaj je bila so bili kamnolomi. Jaz sem pokleknil, sem zamižal, sem rekel, Gospod moj Bog, takoj, zdaj čez par sekund bom slišal kričanje, krike, jokanje in kar naenkrat slišim, bum! Kaj pa zdaj? Sem čežil, kje bodo zdaj jokali, kje bodo kričali? Nobeni kričal, nobeni. Ljudje, ki so videli, tam so začeli med drugim, beži, beži, beži. In tam, ker je padel potem 100 metrov dol, tam so bili pred 3 minutami, so bili ljudje, ki so tam tolkli kamen, je bila že ura poldan, so šli jest. Tako da je padel tam noben ranjen, Tisti drugi dan, 1. maj, smo naredili tako mašo, zahvalno mašo, kot se nikdar. Zato sem rekel, so nam dali tudi en rešilc. Enkrat tam v Antananarivo je polno hribov. Če nimate brez, bolj da ne greste z avtom. In kar naenkrat nima brenze, tudi rešilc, in je 8 ljudi ranil, jih je povozil, on je trobil, potem se je zaletel v en steber noter. Ampak med tem je 8 ljudi, jih ni povozil čez, ker je trobil, da so se ljudje hitro, ampak je bilo 8 ranjenih. Rešilc. Brez brenz. Zato rečem Sloveniji, hvala Sloveniji za Mivo. Miva daje slovenskim misionarjem nove avte. In Tone Kerin dobro ve, kaj je novi avto, ker on je tudi dela v gozdu, pragozdu. To je Amazona, kjer on dela. In tam, ko gre on, en avto, en Loreto straja. To je take ceste, da rečete, to je nemogoče, da tukaj bi vozil noter. Pa on to vozijo. Hvala, Tone. Hvala, Tone. Še eno malo težje vprašanje, potem pa prijazno zaključiva. Vem, da ste danes že utrujeni, Peter Opek, ampak 2 svetovni vojni smo v prejšnjem stoletju preživeli in že dolgo beremo verze, da bi se nikoli več ne ponovilo, pa se je z ruskim napadom na Ukrajino spet začela vojna. V naši bližini, vplivala pa je na ves svet. Kako je mogoče, so to naivna vprašanja, pričakovati mir v svetu, spopade na Bližnjem vzhodu? Kako je ta vojna vplivala na vas, na Madagaskar, na vaše življenje? Ko je ta vojna izbruhnila, sem bil presenečen, ogorčen, nisem mogel verjeti, kot toliko od milijonov drugih ljudi v Evropi in po svetu. Kako nekdo, en sam človek, lahko reče, gremo v vojno. In drugi dan sem že pisal, preden sem šel spat, sem napisal pismo mojemu bratu Vladimirju Putinu. In drugi dan v francoščini sem napisal to pismo. In drugi dan pridejo eni prijatelji Francozi in sem jim prebral. Pa so rekli, to sem napisal bolj, da sem se nekaj,
izpovedal, da sem nekaj vrgel ven iz sebe, tisto žalost, ogorčenje. In so mi rekli, Francozi, ti to deli z drugimi, deli. In potem sem poslal. Še isti večer je prišla pismo v Slovenijo, v Francijo, v Argentino, v Kanado, že prevedeno v druge jezike. Tam sem rekel bratu Putinu, ko sem postal duhovnik, sem rekel, vsak človek je moj brat, moja sestra. Vsak človek. Takrat sem jaz verjel 200%. 200%. To po zdaj 48 letih duhovništva verujem, da je vsak človek moj brat, moja sestra, 98%. To se pravi, da sem zgubil 2%. V realnem svetu. V realnem svetu. Se verujem v to. In mi ne smemo dopustiti, da bi naši otroci, naša mladina šla v vojno. Tudi v Argentini, veste, enkrat so se skoraj naredili vojno med Argentinci in Čilenci. In vsi katoličani, skoraj 100%. In bodo šli v vojno, zato ker za 3 majhne otoke, ker ni bilo nobenega, so bile same skale. In jaz sem takrat rekel enemu, ki je v vojski, bi sem rekel, pa koga boste poslali, katero mladino prav, mi rekel, to vojno bomo mi zmagali, bomo imeli 20 000 mrtvih, ampak otoki bodo na naši. Rekel, tistih 20 000 vojakov, mladine, so sinovi koga? Generalov, polkovnikov, ali so sinovi preprostih ljudi, kmetov. In nažalost, in hvala Bogu, je papež Pavel II. Preprečil tisto vojno. In ni bilo tiste vojne. Hvala Bogu. To se pravi, da se lahko preprečijo vojne. In da, ker če smo bratje med seboj in sestre, moramo vedno se truditi, da vzgajamo našo mladino, naše otroke za mir, za strpnost. Moramo biti strpni, brezdova, moramo smerom braniti pravico, svobodo, moramo braniti, kar je dobro, kar je resnično, ampak druga stvar je ubijati ljudi, pobijati ljudi in rušiti mesta in narode. Tako da tisto pismo ni prišlo, nisem blizu, da ni prišlo do Putina, sem kot moj brat, so mi rekli, kako sem da rekel, da je brat, sem kot pa je človek kot jaz, je moj brat, je tudi, ampak, in to ne vem, kako se bo končalo, noben ne ve, Bog daj, samo ko vidimo tiste mlade, ki grejo, kako se objemajo, ko mati objema svojega sina, če ne ve, če bo nazaj prišel, pa zakaj? Če je zemlja naša zemlja. Zemlja je od zemljanov. Mene so enkrat vprašali na eni univerzitetni študenti za Antananarivo iz državne univerze, iz sociologije, jih je prišlo na 200 in smo tam se vprašali o Akamasuj, sem razložil, kaj delamo, kako delamo. In so rekli, in eden mi rekel, oprosti, misionar, odkot ti prihajaš? Odkot si ti? Ja, odkot sem jaz? Ja, odkot si? Odkot prihajaš? Ja, jaz sem prihajam iz planeta Zemlje. Jaz sem zemljan. Kaj ste pa vi, sem rekel. In je bilo 5-6 sekund tišine, potem pa ploskanje in smeh. Vsi smo zemljani. Vsi smo zemljani. Ampak tam, ki smo rojeni, je naša domovina. In jo imamo radi. In jo ljubimo. In nas morajo spoštovati. In mi moramo spoštovati tudi druge. Medsebojno spoštovanje. Je možno, samo nimamo takih karizmatičnih voditeljev velikih držav. Oni skrbijo samo zase. Za njihov narod. Se gre, da dobi pri volitvah. Se gre, kako se reče, za... Ja, ko nekdo da listek noter.
Se gre za zmago na volitvah in potem ljudi varajo in prevarajo. Nam manjkajo danes karizmatični voditelji v teh velikih državah, ki bi mislili ne samo na svoj narod, ampak tudi na druge narode. To nam manjka danes. Zaradi ohromljene žitnice Evrope, Ukrajine, se cene povsod so se zelo dvignile, tudi pri vas se to gotovo pozna. Vaša Kamasu je res čudež, a vi sami pravite, da je Krhek čudež, da si je zanj treba vsak dan znova prizadevati, skupnost raste, česar smo veseli. Sredstev je verjetno zmeraj premalo, skrbite za šole, delovna mesta, zdravstvene ambulante, vse, kar ste že povedali, univerze. Dragi Peter, kako pa lahko mi postanemo dobri prijatelji? Povedali ste že, koliko botrov in podpornikov obroka riža na dan imate. Zanimivo se deluje, oziroma Niva deluje iz tega programa. Kako vam lahko pomagamo? Kaj želite od nas? Kaj lahko vsak od nas naredi? Jaz mislim, da bi vsak Slovenc, ki pozna misionarja v svoji župniji ali na njihovi pokrajini, da pomaga temu misionarju. Danes sem slišal, da nas je še 40 misionarjev slovenskih, včasih sem rekel 100, samo so nekaj so me popravili, jih je 40 danes, ne samo. Ker v Evropi, zdaj tukaj recimo poklici so zelo, je veliko poklicov v Afriki, na Madagaskarju. Ker sem bil pri maši za krismalno mašo v Tananarivu, je bilo tam 305 duhovnikov. In kar sem se začudil, ko sem šel noter, sem bil edini beli duhovnik, edini misionar, vsi domači duhovniki, vsi domači. Jaz sem, kaj pa tukaj delam? Jaz sem ostal zaradi otrok. In potem pozdravljam te mlade duhovnike, včasih jih pozdravljam dvakrat, trikrat, sem rekel, pa si mi že pozdravil ti. Se ga oprosti. Ker so vsi enaki. So vsi enaki. In jaz pozdravljam, objemam vse te mlade duhovnike in jim želim veliko sreče. Ampak sem rekel zdaj, tam so poklici, hvala Bogu, ampak tukaj zdaj je manj in od tam prihajajo zdaj pomagati nam tukaj, v Slovenijo, v Evropo. Ko gremo v Belgijo, tam me sprejmejo večkrat duhovniki iz Konga. Reče, dobrodošel k nam. Kam sem prišel zdaj? Sem rekel, v Kongo ali v Belgijo? No, in ampak so prijazni. Cerkev je univerzalna. V cerkvi smo vsi bratje med seboj. Enkrat so me hoteli iz francoske katedrale Notre Dame, so me dali, ker sem bil še mlad, sem bil še študent v Parizu in tam je bilo nakomensko srečanje v Notre Damu in noč so bili nekateri skrajneži katoličani, noč smo protestanti v naši cerkvi in so delili noter v cerkvi, so delili papirje, ven protestanti iz naše katedrale. Pa mi smo bili pa odgovorni za red in smo videli te papirje, sem kdo pa to deli. Prav tam noter so ljudje, ki to delijo. Smo šli tam noter in sem rekel, oprostite, smo jih srečali, smo jih videli tam, sem rekel, oprostite, pojite ven, vi nimate pravice, da to delite noter v tej cerkvi, te vaše letake. In so rekli, ti, ki si tujc, so takoj videli, da nimam pravo francoščino, to je bilo pred 40 leti že, 48 leti. So rekli, ti tujc me boš ti iz moje cerkve vrgel ven. So rekli, kakšne tvoje cerkve? To je naša cerkev. To smo vsi v cerkvi. In ti boš šel ven. In smo ga ven spravili.
Ker tam je bil škof, tam je bil kardinal Marti, ki je tudi vodil tisto, ki bi oni dal dovoljenje, da je bilo to. In tam so nekateri skrajneži hoteli ven in so oni leteli ven potem. Smo jih malo na silo, malo tako, med oklepajem. Ampak smo jih tudi, so potem razumeli, ampak ko mi je rekel, ti me boš vrgel ven iz moje cerkve. Sako, to ni tvoja cerkev, to je naša cerkev, naša cerkev. Kako bi potrebovali velikokrat tako jasno besedo, pa stopiti za svoja stališča, pri marsičem drugem še, pa morda, dragi Peter, prej sva se pogovarjala, sem vas že vprašala, ali vam je težko govoriti slovensko? Lepo govorite slovensko, ampak ne govorite nekaj let. Hvala lepa za vašo podporo. Hvala lepa za vašo podporo. Jaz sem se bal in se še bojim, ker imamo podzavesti, ko pa bom jaz dobil besede, da se bom izražal, pa me Sveti Duh kar pomaga. Kar pomaga. Ampak išče besede, oprostite. In pa rekli ste, to je seveda prežeto z veliko čustvi, tudi govoriti slovenski jezik, pa še eno tako zagonetno vprašanje. Slovenski jezik, slovenska knjiga sta naredila slovenski narod in nam pomagala tudi do samostojne države. Zdaj, ko to vse imamo, pa se nam zdi, da je angliščina lažja, da je bolj dostopna, da se ne zdi več vredno prevajati v slovenščino, da na univerzah lažje uporabljati univerzalni jezik. Dragi Peter, pravijo, da tisti, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati. Kako pomembno je, da beremo knjige, da ohranjamo spomin na izročilo slovensko zgodovino? Brez doma, to imate popolnoma prav. Imate slovenščino, to je jezik. Če ga mi v Argentini to govorimo, kako nam boste vi govorili v Sloveniji, ki izvira iz Slovenije, izvira slovenščina. In moramo biti ponosni, da govorimo slovenski jezik. Jaz nisem mogel nikdar s svojim očetom v Argentini, nikdar govoriti špansko, nikdar. Z očetom in z mamo, nikdar. Z bratom in sestrami smo govorili špansko med seboj, ampak z očetom in mamo nisem mogel, ker ata je Slovenc. In hvala Bogu, ker sem se s tem tudi naučil malo, ne? Ampak je bilo težko. Ampak danes sem jaz vesel, da lahko se izražam v slovenščini. Sem vesel. In hvala tistim, ki podpirajo slovenski jezik, ampak to je treba narediti na tak lep način, ne sme biti prisiljeno, mora biti nekaj, kar morajo sam čutiti. Moramo brati knjige. Ampak knjige tu morajo biti zanimive. Nekatere knjige so tako čudne, da reče, kaj pa berem tukaj jaz. Ker ko berete eno knjigo, morate biti vesel, da ste nekaj prebral, pa nekaj odkrili. In to mogoče nam manjkajo pisatelji, ki bi pisali, kar danes mladino privlači, ideale, vrednote, ki prihajajo iz življenja. In to lahko se piše to, ampak vsak nekaj fantazijo in delajo, ko bi rekel, se zmišljujejo eno romane, se tudi roman, lahko lep roman, če je izvira iz življenja, se lahko naredi roman, brez doma. Samo manjka nekega ideala in neke vrednote v nekaterih knjigah. Pred adventom smo. Kaj pa si vi želite za letošnji Božič? Kaj pričakujete še od tega tedna, ki je pred vami na pragu adventa? Na kaj naj bomo mi pozorni ob letošnjem Božiču? Ja, danes bi mogel biti tudi škof tukaj, to bi mogel on odgovoriti, ne? Veste kaj, advent, to so samo 4 tedne, ne?
samo 4 tedne. To je eno pričakovanje, nekaj pripravljamo prihod odrešenika, pripravljamo ta prihod, ki se bo rodil, ki se bo človečil, Bog, ki se je človečil na naši zemlji, ki prišel z nami živeti, z nami delati, z nami trpeti, z nami jokati, z nami umreti, ampak na koncu je vstal od mrtvih. In to vse spremeni. Zakaj v naših, mi ko tudi, oprostite mi, dobro, da ni nobenega škofa tukaj, ne? Ko je pred veliko nočjo, kaj imamo, postni čas, ko gore karem, rečijo francozi, ne? Karem. Ampak zakaj bi bili žalostni, če Kristus je vstal od mrtvih? Kristus ni več na krizu. Kristus je vstal, Krist je živ. In ko mi imamo Euharistijo, mora biti vesela Euharistija. Zato pri nas traja 3 ure Euharistija, ker plešejo, prinašajo Božjo besedo s plesom, s petjem, vsi pojejo. Ljudsko petje ne pozabiti. Ko vsak je na koncu klopi, na koncu cerkve tam pod korom, da on tudi poje, s tistem, ki je v prvi vrsti, to je cerkev, to je skupnost, to je bratstvo. Če smo pa tihi, pa gledamo, nekateri zaspijo. In jaz rečem mojim sodelavcem, ne spite. In tudi Jezus je rekel svojim apostolom, ne spite. Torej, moramo sodelovati, moramo peti. In na Madagaskarju imajo 100 pesmi v glavi, 200 pesmi v glavi. Znajo na pamet, nobene knjige pri nas. Nečejo to stran. Ne, začeno pesem pa vsi pojejo. No, to je tako vzdušje. In ko Francozi prihajajo k našim mašam, rečejo, če bo v Franciji, če bodo naše maše tako vesele, prostite, če bodo tako vesele, te maše se vrnemo v cerkev, rečejo Francozi. Danes je v Franciji samo 4%, ki grejo v mašo ob nedeljah. 4%. Torej, zato mi tam tudi med adventom bomo veseli, pripravljali Jezusov prihod in delamo tele jaslice ne samo ta prave jaslice s temi figuricami, ampak z našo mladino, z našimi otroci. In oni to pripravljajo, že cel mesec pripravljajo tisti prizor, Jezusovo rojstvo, prihod Jezusa, kako se je rodil, kako je bil preganjen. In to pridejo ljudi iz povsod, gledajo. In kaj imajo za nas prostite. Pri nas Božič je to doživetje s petjem in s prihodom. Ta Božič je duhovni praznik, ker tam ni nobenih prigrizkov, nobenih peciv, ni nobenih stvari, tam se je kot ponavadi. Ampak so tiste igranja, tisto prizorenje Jezusovega rojstva in tam sodelujo 100-150 mladincev. In to delajo s takim srcem. Ne? In torej pripravimo se vsi skupaj, ne? Da bi lahko sprijeli Jezusa, ki je prišel, ki je največji prijatelj, ki je prišel nam pomagati, ki ni prišel nas soditi, je prišel nas odrešiti. On nas je odrešil, ker nas ljubi. Sporočilo je torej preprosto. Če citiram Petra Opeko iz spodbudnih besed,
če si bil sam deležen sočutja, bodi tudi ti sočuten do drugih. Nekdo ti je podal roko, tudi sam podaj roko drugemu. Pomagali so ti, tudi ti pomagaj drugemu. In krščanska ljubezen gre dlje. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam. Pomagaj prvi, bodi sočuten prvi. In knjige, ki so tudi danes na voljo, ki jih je napisal Peter Opeka ali pa njegovi sodelavci in govorijo o njem, o skupnosti AKMS-u in njihovem življenju, ki pripoveduje zgodbe tolikih številnih konkretnih ljudi in oseb, so danes na voljo, tudi tamle pod korom, in niso dolgočasne, in so zanimive, in so iz življenja. Povabljeni, da če jih še nimate, jih tudi danes odnesete s sabo domov. Na voljo so po res znižanih cenah, s katerimi pokrivamo samo še materialne stroške. Ker pa smo tu predvsem zato, da pomagamo Petru, seveda povabljeni, da tudi sami kaj prispevate. Tamle pri vhodu je na voljo tudi ena skrinjica, kjer lahko kaj darujete. Zmeraj se pa lahko vrnete tudi na misijonsko pisarno ali pa seveda k svojim duhovnikom. Če boste prinesli kakšno knjigo, bo za kratek čas, dokler bo križ še na voljo in trpel, Peter pripravljen podpisati tudi kakšno knjigo, tako zelo na hitro. Na zelo na hitro. Zadnje besede, dragi Peter Opeka, so pa vaše. Hvala vam za ta razgovor, za vprašanja. Hvala sobratom, lazaristom, ki so me sprejeli v tej cerkvi Svetega Jožefa v Celju. Hvala misionarjem, hvala Janezu Puhanu, hvala Roku Gajsku, hvala Tonetu, hvala vsem misionarjem, hvala vsem slovenskim misionarjem, ki se žrtvujejo po celem svetu. Hvala vam, dragi brati in sestre, ki pomagate in podpirate slovenske misionarje. Hvala lepa vam vsem in hvala za vašo dobroto, radodarnost. Naj Bog vas blagoslovi vsako družino, vsakega vašega otroka, vsakega vašega vnuka. In imejte veliko miru in veselja v vašem življenju in v vaših družinah. Hvala lepa.